dandanes je meja samo velikost pomnilnika. Pike je bil prvi program, ki je nekako v relativno prijazni obliki omogočal delo z zelo velikimi omrežji, se pravi omrežji z več milijoni vozlišč v tistem času. Sam osebno sem se spočetka ukvarjal s teorijo grafov, ki je nekako osnova teorije omrežij. Potem proti koncu 70-ih let je Nuša imela probleme iz analize podatkov, tako da sem se vklopil v tako imenovano razvrščanje v skupine. Vedno je malo štefnov, kaj počne. Ja. No, med drugim je Nuša imela tudi enega prijatelja v Ameriki, to je Pat Dorejan. In smo se potem dogovorili, da leta 1990 prideva na obisk v Ameriko. No in takrat smo zares začeli z analizo družbenih omrežij se ukvarjati. Pat Dorejan je eden od vodilnih strokovnjakov na tem področju. No in ko smo bili pri njem v Pittsburghu, smo se začeli ukvarjati z tako imenovanim bločnim modeliranjem. Moja dizertacija je bila v bistvu že analiza omrežij. Gre za to, da popino sodijo take enote, ki imajo podobne povezave ali enake ali podobne povezave znotraj skupine in povezave do drugih skupin. Tako da to je zelo splošna metoda. Zametki so bili že prej, ampak mi smo nekako razvili en tak teoretsko, recimo rečemo, osnovan pristop. To je bilo 90, 91. Tako je objavili 2 članka v naši najpomembnejši reviji Social Networks. In potem naprej delali in leta 2005 smo izdali knjigo Generalized Block Modeling, tudi pri založbi Cambridge University Press. Tovrstne podatke sem nekoliko že poznal prej, ne. V bistvu to so v tako imenovano analizo zaporedij dogodkov, ne. Ampak vaši podatki so nekoliko specifični, ne, ker klasični pristopih običajno samo gledajo vrste dogodkov in v bistvu zaporedje brez nekako časa, ne. No, v vaših podatkih imamo opravka z realnim časom, ne. Poleg tega, ne, je pa zanimivo še to, ne, da običajno pri teh zaporedjih so res zaporedja, ne. Ena stvar sledi drugi, ne. No, pri vaših podatkih je pa tako, da so dogodki vzporedni, ne, se pravi, da imamo dogodke, ki lahko nekako tečejo vzporedno. In tretja stvar je, da imate različne vrste dogodkov, ne, poleg tistih posebnih oznak, ne. Tako da iz tega stališča, ne, so se mi zdeli podatki nekaj novega, ne. In zato se potem človek z veseljem loti takih stvari. Analiza omrežij pa obravnava odnose med enotami, ne. Pravzaprav odnosi in pomen študija odnosov pravzaprav so pomembni ne samo v družboslovju, ampak recimo tudi v fiziki, tudi v medicini, še posebej v nevrologiji recimo, ne, in tako dalje in tako dalje, ne. Tako da zato je zdaj v zadnjih desetletjih postalo to področje dobesedno hit v analizi podatkov, a ne.